Danes v Pomurskem dnevniku. Prostovoljci na Zlati lisici. Ena oseba izgubila življenje. Pomerili se bodo žagami. Podelili priznanja najboljšim prostovoljcem. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Priprave na 55. Zlato lisico so v zaključni fazi. Proga je pripravljena, danes so jo s prostim smučanjem preizkusile najboljše smučarke sveta. Pri izpeljavi Zlate lisice pa svojo vlogo odigrajo tudi prostovoljci. Kljub neugodni vremenski napovedi za sobotni slalom organizatorji napovedujejo dvodnevni smučarski praznik. Pri tekmovanju pomaga okoli 600 sodelavcev, ki pod raznimi tehničnimi službami izvajajo vsa pripravljalna dela za izvedbo tekmovanja. Med njimi so tudi številni prostovoljci, zanesenjaki in ljubitelji Zlate lisice, ki v okviru svojih zmožnosti pomagajo, da je tekmovanje izpeljano v najvišjem možnem rangu. Predvsem v Mariboru imamo Zlato lisico in pa seveda nogomet. In radi pomagamo, radi smo z dušom in srcem za ta športne prireditve, ker vidimo, da tudi vsi drugi ljudje od vsepovsod prihajajo v Maribor in uživamo. Lahko rečemo, da uživamo. Veliko bolj kot mladi se za pomoč na prireditvi odločajo starejši. Mladih ni. Veseli bi bili in bomo, če se nam bodo pridružili. Vendar to v začetku, ko smo bili mladi, smo bili bolj entuzijasti. Zdaj pa verjetno tega več danes ni, ker je čas šel drugam. Vse se dela samo za denar in nimajo ljudje več, oziroma mladi imajo druge obveznosti, cele dneve morajo v službah delati in ne morejo biti prosti, tako smo lahko mi starejši prosti in pomagamo vsem srcem za to. Pohorske delavce druži predvsem ljubezen do belega cirkusa, skoraj da ni vremenskih razmer, ki jim ne bi uspeli kljubovati. Lahko rečem, da je tu zdaj v tem momentu se že formiralo okrog 100 ljudi, ki smo na progi. To je nujno, to je potreba, v bistvu so to izkušeni mački, stari mački, ki smo leta in leta skupaj, tudi dobivamo mlade, čeprav bi bili veseli, da bi se še kdo od mladih pridružil, smo odprti. Brez prostovoljcev bi si težko zamislili izvedbo Zlate lisice. Nesporno je, da so ti ljudje absolutno potrebni. Brez njih ni tekme, ni nikogar tu v Mariboru, oziroma to je tudi od zunaj tako, ampak od zunaj se ve, to je vse povezano z turizmom, tam imajo svoje hotele, trgovine, od tega imajo vsi veliko korist. Tu je pa predvsem druženje in pa pripadnost Pohorju. Še eno pomembno stvar pa je izpostavil vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Tukaj je predanosti več kot pa, bom rekel, tiste koristoljubja, po domače. In tu res ljudje, dobenemu nič ni težko. Ogromno je tu fizičnega dela, mladih je manj, kot bi jih jasno lahko bilo, ampak nobenemu ni nič težko. In to je veselje delati s tako ekipo. Celoletno druženje, spoštovanje in tudi izobraževanje pa ob koncu tekmovanja vodi v zadoščenje pri vseh, ki tako ali drugače pomagajo pri organizaciji Zlate lisice. Na regionalni cesti Spodnja Senarska-Lenart pri odcepu za Sveto Trojico je prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrl voznik avtomobila. Izven naselja Sveta Trojice je včeraj prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti in lokalni cesti izven naselja Sveta Trojica. Kot že sami vidite na posnetku, gre za udeležbo dveh vozil, in sicer za voznika tovornega vozila s priklopnim vozilom ter za voznika osebnega avtomobila. Voznik osebnega avtomobila je pripeljal iz centra Svete Trojice v smeri regionalne ceste, voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom pa je pripeljal iz smeri avtoceste v smeri Lenarta. Gre za del ceste, ki naj ne bi bil nevaren. Ne, na tej cesti v preteklosti ni prihajalo do hujših prometnih nesreč. Se je zgodila kakšna prometna nesreča z najhujšimi posledicami, pa v zadnjih obdobju 5 let na tem mestu ni bilo. Kot sami vidite, tudi to križišče pravilno opremljeno s prometno signalizacijo, tako da vsebuje vse bistvene elemente, ki so potrebni v tem križišču.
Oba udeleženca nesreče sta bila Slovenca, voznik osebnega avtomobila pa je podlegel poškodbam. Ta konec tedna bo na Goričkem potekalo tekmovanje za najboljšega goričkega žagarja. To bo tretja izvedba tovrstnega tekmovanja. To soboto ob 11. uri se bodo na Goričkem pomerili tisti, ki so najbolj spretni z motornimi žagami. Prostovoljno gasilsko društvo Prosečka vas in oldtimer klub Abraham namreč pripravljata tretje tekmovanje Najgorički žagar. Tekmovalci se bodo pomerili v prežagovanju hloda z motorno žago, tekmovanje pa bo potekalo v 4 kategorijah od 4 do 7 konjskih moči. Sledi pa tudi tekmovanje v metanju motorne žage v daljino. Organizatorji ob tem opozarjajo, da je na tekmovanju obvezna zaščitna obutev in hlače, žaganje pa bo seveda potekalo na lastno odgovornost. Tudi letos so se v soboški občini poklonili najprostovoljcem minulega leta. Slovesnost je potekala v gledališču Park. V gledališču Park Murska Sobota se je odvila slovesna prireditev, na kateri je župan Aleksander Jevšek podelil priznanja posameznikom in društvom, ki so bili v letu 2018 najbolj požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela. Najprostovoljka leta je postala Veronika Horvat, članica Društva upokojencev Murska Sobota. Za najprostovoljno društvo so izbrali Društvo gluhih in naglušnih Murska Sobota, medtem ko je naziv najprostovoljne organizacije pripadel Murskosoboškemu občnemu združenju Rdečega križa Slovenija. Kot slavnostna govornica se je dogodka udeležila Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije. V kulturnem programu pa so nastopili člani Društva harmonikarjev Murska Sobota. Informativni dnevi se bližajo in bodoči bruci bodo s KPŠ-evim infobusom tudi letos v prestolnici spoznavali študentsko življenje. V začetku februarja bodo za dijake 4. letnikov bodoče bruce potekali informativni dnevi. Zadnjih nekaj let v klubu prekmurskih študentov v okviru projekta Infobus dijake odpeljejo v univerzitetno mesto Ljubljana na obisk informativnih dni z vodenjem in informacijsko pomočjo kolegov študentov. Avtobus bo z avtobusne postaje Murska Sobota odpeljal v petek 15. februarja ob 6:30. Predviden povratek pa bo med 18. in 19. uro z glavne avtobusne postaje v Ljubljani. Cena prevoza za člane kluba prekmurskih študentov v eno smer znaša 8 evrov, v obe smeri pa je cena prevoza 10 evrov. Za nečlane je cena povratne vozovnice 15 evrov, za enosmerno pa je potrebno odšteti 13 evrov. Ukolikor želijo dijaki kupiti vozovnico po članski ceni, morajo s seboj prinesti potrdilo o vpisu in izpolniti pristopno izjavo. Članstvo v klubu pa ob cenejši karti za Infobus prinaša še mnogo drugih ugodnosti, ki jih ponuja KPŠ. Na Sobota Info poročajo o tem, da mladi ob prvi zaposlitvi pričakujejo previsoke plače. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, padavine se bodo okrepile, meja sneženja se bo hitro dvigala, na severovzhodu bo večinoma suho. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričku namerili -1, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 1 stopinjo Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo okrepile, meja sneženja se bo hitro dvigala, na severovzhodu bo večinoma suho. Na Primorskem in Notranjskem ter na severovzhodu se bo krepil južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -2, dnevne pa okrog 9 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Pihal bo okrepljen južni veter, ki bo popoldne oslabel. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne plohe.
Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 7, čez dan pa od 5 do 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.